Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija Gardner po ta-novem. No, tako da, nič drugega se ni spremenilo kot moja vibracija. In danes bomo govorili majčken o vibraciji. Pojdimo najprej na to, zakaj sem spremenila ime in priimek in dodala nenazadnje malo premešala vse skupaj, če sem znana kot Minka Gardner. V glavnem, vibracija določa vse, kar se nam dogaja. Vse. Vibracija je naš rojstni datum. To so stvari zapečatene, tega ne moremo spremeniti. Se pravi, rojeni ste 1.10.1900, ne vem kjerga, to je vaša vibracija. Tega ne morete spremeniti za vse na svetu. Vse ostalo pa lahko spreminjate. In sploh vaše ime, priimek, to, kar izrekate na dnevni bazi, je vaša vibracija, ki določa nenazadnje tudi stvarnost, ki jo ustvarjate. No, in zaradi tega sem pač zdaj s selitvejo Sežano spremenila tudi osebno vibracijo, predvsem pa tako čutim, dodala tisto ime zraven, ker Minka Marija, kar mi daje mojo notranjo moč, ker tako bi morala biti že od začetka, že od rojstva. In druga stvar, kar je pomembno, da ne nosim več vibracije priimka bivšega moža. Ker dokler imaš pač priimek bivšega moža, pomeni, da pašeš še vedno energijsko tja. No tako, kakorkoli. V glavnem, danes bomo govorili tudi preko kart, prehodov na novo, ja, o vibraciji. Glejte, eno stvar, zadnjič sem vam že kazala v zadnjem videu, kako pomembno je, da iz svojega polja odstranimo vse temne misli, predvsem sovraštvo, zamere. In tako na prvo žogo, ko z ljudmi govorim, ker rečejo, ne, jaz nikogar ne sovražam. Ampak opazila sem preko dela s strankami, da ogromno ljudi nosi v svojem srcu sovraštvo do duše človeka. In zdaj, kaj to sploh pomeni? Recimo, v tem življenju se najdeta kot tašča pa snaha. In na nek način ta tašča vas mori. In sploh veste, čutite, da nekaj ni, ampak ona je tako prijazna, ona je dobra, ona pravi, je moja srčica, jaz bi vse zate naredila. Ampak nekje vzadej občutite, da je nekaj zloveščega. In to zlovešče vas seveda odbija, pač, da je podsmen namir, nehaj me moriti. No? In ko preverjamo, jaz to preverjam z mišičnim testom, zdaj kako se dela mišični test, lahko pogledate pač videe za nazaj, o tem sem veliko snemala. V glavnem, preko mišičnega testa lahko vsak preveri svojo resnico. In največkrat se pokaže, ko pridemo do nekega odnosa, ki ne temelji na ljubezni, v bistvu je na tak odnos, ki te duši, je vedno povezan s tem, da je zadaj sovraštvo do duše človeka. In seveda, polje tega človeka je pač celo, nam reka celo črno, ampak predvsem to, kar oddajamo, to privlačimo. Pač to je naša vibracija. In zato je tako pomembno, da prva stopnja za moje pojme ljubezni do sebe ali pa osebne rasti je vedno odpuščanje. In zdaj, kje sem to pisala? Pisala sem v knjigi, ko imajo duše žur, sem pisala o tem, kako odpustiti ljudem, ko ima življenje žur, ko imajo hormoni žur. V vseh knjigah sem pisala o moči odpuščanja, ker za moje pojme je to prva točka, da lahko narediš korak naprej. Brez tega ne gre. Druga točka je šele ljubezen. Za moje pojme grejo tako stopničke. In včeraj sem govorila z enim gospodom in sva se ravno to pogovarjala in je rekel, da on bolj občuti, da ima zamero do sebe, kot do svoje duše, da niti nima zamero do drugih ali pa sovraštvo do drugih, ampak do sebe. No in zdaj spet lahko preverimo z mišičnim testom, da recimo, če sem bila jaz v drugi svetovni vojni, recimo vojak, to pomeni, da sem mogla za preživetje ubijati. No, pa nisem bila. Ampak vem, da ogromno ljudi predeluje vojsko. In to pomeni, da v bistvu imajo v podzavesti program, jaz sem slab človek, zaslužim si kazen. No, in zdaj, kaj je to polje energije, ki ga ta človek oddaja?
je zaslužim si kazen, jaz sem slab človek in vsi odnosi, ki pridejo v njegovo polje, kjerkoli, služba, nadrejeni, podrejeni, družina mu nek način kažejo, ti si slab človek, zaslužiš si kazen in se mu vedno znova potrjuje ta en in isti program. Recimo, zdaj vam povem še en drug primer, to je pa ena gospa, ki jo imam tudi rada, jo imam, ena od mojih, ne bom razlagala naprej, ker ni pomembno. V glavnem, no, ta gospa je pa tako, da kot otrok ni bila doma opažena. Takoj na začetku, ja, potem je dobila, pač se je družina povečala in ni bila opažena. In to, da ni opažena, nosi skozi celo življenje s sabo in kako zanimivo, kako sva midve komunicirale. Recimo, enkrat, ona je precej mlajša od mene in se srečava nekje in reče, jaz sem ta pa ta. Zdaj reka, jaz vas ne poznam. Reka, kako ne, jaz sem, je še lepo, ojoj, ampak najprej jaz sem trdila, ne, midve se ne poznava. Potem kasneje sem to isto gospo srečala, imela že svojo družino z dojenčkom in spet reče, živijo, jaz vas ne poznam. In ona naredi, ne, že spet. In zdaj poglejte, če imaš v svoji podzavesti potem, da predeluješ, da moraš biti opažen, ali pa da si vedno spregledan, se pravi, preverite z mišičnim testom, potrebo imam potem, da sem vedno spregledan, ali pa da sem vedno na zadnjem mestu. Kaj je vaša vibracija? Vaša vibracija oddaja to in enostavno, kot da vas ni. Ljudje grejo mimo vas in vas ne opazijo. In je tisto, tukaj sem jaz. In dokler ne ozavestimo najprej težave, in ko ozavestimo težavo, je že prvi korak narejen pri tem, da se začnemo zdraviti. Ampak ni pa to še vse narejen. Ker mi ne razumemo ravno, kako gre ta smer časa pa prostora, tukaj absolutno pomaga zdravilna molitev dekodiranja, da počistite vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode vaše duše, ki so povezane, ne vem, s potrebo potem, da ste vedno na zadnjem mestu. Boste videli, ko boste to začeli delati, svetlobne premike boste delali v življenju. Svetlobne premike. Ljudje, ki mi poročajo, kaj se zgodi, ne samo to, da preoblikujejo telo, da se zdravstveno izboljšajo, delajo svetlobne premike. Prav tako, wow, to deluje. Kot bi se usedel na raketo. Res preizkuste, boste videli, da to so toliko močne zadeve, ki delujejo. No, zdaj pa gremo danes na pozitivna sporočila, prehod v novo dobo. Zdaj, kako jih jaz uporabljam, te karte? Te karte so dejansko preroške. In jih premešam in rečem, stvarnik, kaj je ta trenutek pomembno za te svetle dušice, ki gledajo tale posnetek, kaj je pomembno, da slišijo, zavestijo, kaj je tisto, kar je za njih ta trenutek najbolj pomembno. In začnemo s ta prvo. Prvo sporočilo je, brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Prišla je karta prijateljstvo. 76, vam bom prebrala naprej sporočilo. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Ponos mi samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, ki mi spremljajo na poti življenja. Prijateljstvo pomeni, veste, da tudi takrat, ko rabiš, rečeš, ne zmorem. In vedno se bojo pokazali ljudje. Zdajle jaz pri selitvi prav to ne zmorem. In sem prosila nekaj teh ljudi okrog sebe, ki so mi pomagali, najprej družino. Moji družini se lahko tako neizmerno sem jim hvaležna. Moje dva brata, obe dve svakini, nečaka. Mislim, enostavno, moja družina me je tako podprla, da reče samo wow. In to je wow, super. Druga stvar pa prijatelji. Ljudje, ki jih imam okrog sebe, enostavno sem rekla, mi lahko pomagate. In en gospod, pa njegov brat sta zvozila smeti na smetišče, na odpad. Na druga gospa mi je prišla pomagati, je pomila vsa okna. No, veste,
ko prosiš za pomoč, nekdo pride. In celo ena gospa se je ponudila, je rekla, načeloma ne pomagam ljudem, ampak pri tebi sem čutila, je rekla, če kaj rabiš, samo povej. In je prišla in je bila takrat zraven, ko sem najbolj rabila. In potem tukaj v Sežani, ko smo urejali stanovanje, tako neverjetno, rekla sem, rabim pomoč, in je bila delovna akcija, so prišli in smo pobelili in smo počistili in wow. Kaj ne rečem, glejte, ko prosimo za pomoč, jo bomo tudi dobili. Zato ne misliti, da ljudje niso pripravljeni pomagati, saj res pa je, ne, da včasih mi naredimo tako, za vse sem sama. In če imate program, za vse sem sama, verjemite mi, da se bo vse zložilo na ta način, da boste res za vse sami. In preverite z mišičnim testom, za vse moram biti sama. No in kaj potem ženske naredijo, ki so za vse same? No to je pa zdaj ena druga gospa. Ona ima pač bolj moško ekipo doma in je tako, zaradi tega, ker ona misli, da mora vse sama, ker je očitno to njen program, ona dela sama in, povem tako, kar mislim, pizdi. In seveda, ker non-stop, dajte tisti, ona non-stop nerga. In kaj dela s tem nerganjem? Odganja celo družino od sebe. In s tem nič ne naredimo. Se pravi, če želite, da vam kdo pomaga, najprej počistite svoj program, za vse moram biti sama, in naslednja stvar, jasno povejte, kaj potrebujete. Jasno povejte, kaj potrebujete. No, jaz sem zadnjič govorila pa z eno drugo gospo, rekla, jaz sem se odločila, pri naši hiši doma bo delovna akcija, bomo napovedala bo, kdaj, in grejo cela družina in celo hišo okrog obrniti, okna pometi, vse zavese in tako naprej. Delovna akcija, vse je v osnovi organizacija, ampak če imate program, za vse sem sama, boste drgnili na tista okna, za vse sem sama, boste kuhali, za vse sem sama in potem to svoje nerganje zamešate v hrano, nalepite na okna in pa se je normalno, da družina beži od vas in ste še bolj sami. Tako da to je prva zadeva, počistite program, za vse sem sama. No, to je zdaj prvo sporočilo. Gremo naprej. Naslednje sporočilo je, vedno se povezujem s pravimi ljudmi. Partnerstvo. No, da vidimo, 56. Sporočilo 56 je 56. Sklenila sem zavezo s stvarstvom. V moje življenje so mi poslani ljudje, ki so pošteni in s katerimi sodelujem v partnerskem odnosu. Med nami tečejo energije čistega sprejemanja, čiste ljubezni in podpore. Projekti se razvijajo v najvišje dobro vseh vpletenih. Hvaležna sem. Jaz sem res hvaležna. A pa ste vi hvaležni? Jaz sem res hvaležna. Tako neizmerno hvaležna za vse te ljudi okrog sebe. In zdaj, če gledam, jaz sem prišla v novo okolje. Recimo, samo povem vam včerajšnji primer. Sosedi, pač gospod je imel rojstni dan in je povabil par ljudi in še mene, ker sem pač nova soseda. In glejte, pri vseh ljudeh v Sežani, ki jih je ogromno, tukaj od spodaj je turistična agencija Slonček. In oni imajo logotip slončka in jaz imam logotip slončka. In na tej večeri je bila točno, sta bili te dve simpatični punci iz te turistične agencije. Pri vseh teh ljudeh, poglejte to, kako te stvarstvo pripelje točno tja, kjer moraš biti. In na koncu koncev, tako neverjetno, neverjetno. To je moč vibracije, ker enako gre z enakim. Ne more biti drugače. Če se vam dogaja veliko slabega v življenju, spremenite svojo vibracijo. In kako? Da počiste najprej svojo svinarijo. Ni druge. No, naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo pa je, v svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in obraza. Cela moja bit izraža milino. No, in tukaj. Ženske imamo pogosto težavo s tem, zaradi tega, ker se ne zavedamo tega, da je v osnovi milina naša osnovna energija.
pogosto ženske zaradi jeze stopimo v drugo energijo in to je agresija. Jeza, boj. In ko imamo to energijo, to je pač, nam rekam moška energija, ker so tudi moški, so nežni in mili, ampak to je nizka energija agresorja. A ne? In potem, ko ženska je v tej nizki energiji agresivnosti, ona pričakuje, da bojo vsi okrog nje plesali. Ne bo šlo zaradi tega, ker svojo energijo odbija. No, in to je karta 78, da pogledamo še to. 78. Milina je stanje duha. Milina je blagost do sebe in do sveta. To je ženska moč. Moč, ki ni v agresiji, pač pa v ljubezni. Moč, ki si ji nič ne more upreti. Milina je srčna nežnost in sprejemanje. To je angelska energija, ki se na zemljo steka preko žensk in otrok. Jaz sem milina. In prav tam ženska milina. Za moje pojme je to vibracija, ki je čista vibracija srčne energije. Prvo se pa začne milina, ta nežnost do sebe. Se pogledaš v ogledalo pa rečeš, koliko si grda. Tuf, sama sebi. Sama sebi klofuto. Naslednja stvar, ne vem, na poslovnem področju, ravno tako velja za moške. Nekaj vam ne gre, nič mi ne uspeva. Se pravi, jaz sem, ne vem, karkoli, nekaj slabega. Gre se za to, da postanemo pod prvo do sebe bolj sočutni, do sebe bolj mili, da na koncu koncev objamemo tistih 5 gramov, ki jih imamo nekje obešenih na svoje telo preveč, enostavno, da tudi to objamemo pa rečemo, v redu je, moje celice, rada vas imam, v redu je, zmoremo. Zadnjič sem govorila z gospodom, ki pravi, da ga, sicer on pravi zaradi dela, ker veliko dela, boli cela leva stran od križa navzdol in gre prav v podplate. Vemo, da leva stran je ženska stran in desna stran je moška stran. Se pravi, kaj ga v osnovi njega boli? Njega boli ženska stran, se pravi ta ženski vidik v njem samem in partnerski odnos. In seveda, on je tako, kot je naučen po staram, kdo je gazda, družina je, se ve, a ne? To je tista, ki potem nerga, ne? In one dva enostavno sta ujeta v en tak krč in seveda njega boli noga. In zanimivo, vsa ta bolečina gre celo do podplatov, se pravi, je to povezan prav s korensko čakro, z nečem, kar bi bilo recimo, kaj bi bila rešitev. Rabo bi velike količine omega 3 pa C vitamina, to je prva zadeva, zaradi tega, ker je treba vnetje zmanjšati in to po 3 grame na dan, tako C vitamina kot omega 3. No, za vse tiste veste, da jaz tudi prodajam prehranska dopolnila, omega 3 plus srečnoživljenje.si pa sustained release C vitamin, se pravi, to je C vitamin s postopnim izločanjem, srečnoživljenje.si. Tam dobite in še koda za popust je zdravje. Poleg tega bi pa mogel se spopasti s svojimi čustvi, pogledati, kaj jaz občutim, ker je povezan s korensko čakro, se pravi, je verjetno povezan s temeljem preživetja, ta energija. Zdaj, skozi mene je šlo, mogoče sta toliko daleč, da se že pogovarjata o ločitvi in njemu je cela leva stran zaštekala. To povejo bolečine v našem telesu, pač vse, kar se nam dogaja, je nek signal, kaj imamo za predelati. In začne se seveda najprej z milino do sebe, ali pa, ker logično, takrat, ko smo ranjeni, smo tako kot ranjena žival, ko drugemu zadajamo rane. Namesto, da bi se umaknili, zlizali svoje rane in pogledali v ogledalo, zakaj se mi to dogaja? Zakaj? Kaj jaz občutim? Kaj jaz občutim? In ko prideš do svojih čustev, greš počistiti svoja čustva in se vibracija tvoja spremeni in se začne polje energije okrog tebe spreminjati. In sprememba. Sprememba je prišla. V sebi ustvarjam nove vibracije. Vsa svetlobna bitja mi pomagajo narediti korak naprej. Sprememba. Prav vibracija spremembe. Verjemite mi, da prav s tem, ko ustvarjate te vibracije,
recimo, spet pojmo nazaj. Za vse sem sama, ali pa, o boga, jaz sem samska, vsi desci so kreteni, recimo, če bi bila to ni moja. Ampak ženska lahko, recimo, ranjena v večjih odnosih in razmišlja tako, vsi moški so slabi. Recimo, zadnjič je bila ena gospa, smo pač v tej moji šoli to predelovali, dejansko njen program je, vsi moški so slabi. Si lahko predstavljate, vsi moški, se pravi, je tukaj oče, je partner, so vsi sodelavci, vsi, ki so moški, moškega spola, so slabi. Recimo, jaz sem imela, moj program je bil, vsi moški me ranijo. Ja, normalno. Drugače ne more biti pa, kot da si ranjen. Ker je to tvoja vibracija, ki gre in ta tvoja vibracija dobesedno privablja take ljudje, ki ti dajejo znova in znova in znova rano. No, zdaj vam pa preberem še to sporočilo 86. 86. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodite mirni, vse se dogaja po božanskem načrtu. Zaupajte. Ko bo pravi čas, se bo selitev zgodila na harmoničen način. To zmorete. V vaše življenje prihaja vse, kar potrebujete. To karto sem jaz od lanskega leta, ker še niti nisem vedela, da se bom selila, neprestano je prihajala sprememba, selitev. In seveda, a veste, veliko teh programov je bilo potrebno še počistiti, strah pred premiki. Recimo je bil en moj program, strah me je premikov. Sem počistila, ker na koncu menjala sem regijo. Iz Gorenjska sem prišla na Primorsko. In to je zdaj, tukaj so drugačni ljudje, tukaj so bolj odprti, bolj topli ljudje. Pač definicija, ali ne definicija, okolje je definirati ljudi. Recimo na Gorenjskem, normalno, da so bolj trdi, ker jih je življenje iz roda v rod, pač je bilo težko življenje. Še bolj težko življenje je bilo na Koroškem. In Koroška, vemo, da je tako, zdaj jaz tako slišim, da lajajo, tako, gorta, dolta, a veste, nekako neka trdota in tisti, ki ste s Koroške, se učite mehkobe predelati tudi to linijo prednikov, ki je bila zaznamovana s trdoto, da moraš biti klen, pa je klen, pa tako naprej, da preživiš. Sploh pa slovenska ženska. Glejte, južne sestre, recimo Srbkinji, je tako, za njih je normalno, dušo dal možeš. A veste, pri nas slovenska ženska, da reče, joj, dragi, bi lahko povprečen slovenski moški, kaj imaš pa za bregom? Kaj pa rada? A veste, ni tega v nas noter. In seveda slovenska ženska je mogla podpirati 3 vogale hiše in 4. pol, normalno, da je trda. In se zdaj učimo te mehkobe, spuščanja in tako naprej. In to je nekaj, kar je čas, da se spremeni, kar, poglejte, ko mi spremenimo pri sebi te vibracije, s tem vplivamo tudi na svoje otroke, na vnuke, na celo družino. Zdaj pa kako? Inštitut Hartmut v Ameriki je pogruntal. O tem sem vam že govorila, ampak bom ponovila, da v glavnem so naredili preizkus in so prostovoljcem iz neba postrgali celice in so jih dali v eproveto. In so jih prosili, da razmišljajo nekaj srečnega, nekaj krasnega, nekaj res krasnega. In te celice v epruveti so se začele obnavljati. No in potem so rekli, v redu, zdaj pa gremo na preizkus, da boste razmišljali najbolj travmatične dogodke v vašem življenju, žalostne. Podoživite ta čustva. In te celice v epruveti so začele propadati. No in potem so jih prosili, so rekli, to je verjetno vpliv rok in so dali 1 meter stran. To je epruveto. In se je zgodilo isto. In so dali v drugo sobo in se je zgodilo isto. In so dali par kilometrov stran in se je zgodilo isto. In so še več kilometrov stran in se je vedno zgodilo isto. Se pravi, žive celice se odzovejo na vibracijo lastnika. Na vibracijo. Se pravi,
Ko nastane otrok, se združita ženska in moška celica, se pravi oče pa mama. In se delijo, se pravi, pol mojega otroka so razdeljene moje celice. Je to samostojno bitje, ampak še vedno so razdeljene moje celice. Se pravi, z mojo vibracijo, ki jo jaz oddajam, vplivam na te celice, ki so v mojih otrocih. In ko bojo vnuki na vibracijo njih, zato ker se vse to prenaša. In sploh točka zanositve, pomislite to, kako grejo ti celični spomini. Ženska se rodi z vsemi jajčnimi celicami. Se pravi, ko se je moja mama rodila, sem bila na celični bazi že prisotna jaz. Se pravi, to pomeni, da te moje celice so občutile, kaj je moja stara mama občutila ob zanositvi. Kaj je moja stara mama občutila, ko je bila noseča, ko je rojevala. Vse to se je zapisalo na mojo mamo in vse to se je zapisalo tudi name in seveda se prenaša naprej. In kar je najboljš, mi lahko to počistimo. Čustva naših babic. Kako? Zdravilna molitev dekodiranja. To jaz sicer učim v moji šoli, ni možna zdaj prijava, ampak mogoče bom drugo leto razpisala še eno skupino, ampak delamo svetlobne premike. Res neverjetno. Tako da v glavnem, gremo še na nekaj kart, Ošotovih kart, da vidimo stvarstvo. Za vse te dušice, ki delajo spremembe in spreminjajo vibracijo svojega obstoja, kaj je ta trenutek pomembno za njih. Vsi smo svet, vsi smo med sabo povezani. Poglejte, to prišla je ta karta. Vsi smo med sabo povezani. Pač vsa ta vibracija, veste, nekateri delajo meditacije za ozdravitev planeta. Glejte, meni je to čista bedarija. Ozdrav sebe in bo spremenil vibracijo in ta vibracija bo vplivala na spremembo sveta. Naslednja karta je opustite boj in naslednja je spet prijateljstvo, pa smo spet na začetku. Opuščanje boja, se pravi vse to, kar vam povzroča notranji konflikt, zdravilna molitev dekodiranja, dela čudeže. In spet povezovanje vedno s pravimi ljudmi. Vedno se boste povezali s pravimi ljudmi, ker vaša vibracija določa, kdo bo prišel v vaš svet. Tako da naj bo vaš svet lep. Uživajte in vse dobro vam želim, ker mi smo božanska bitja z zemeljsko izkušnjo. To ste tudi vi, vsi. Mi smo božanska bitja, ki smo prišli na to zemljo izkusiti zemeljsko izkušnjo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi obilje dobrega, dobesedno božji blagoslov. Uživajte!